Čeprav se vozim v Peugeotu, nikakor ne dobim občutka, da gre za avto iz dežele rogljičkov in šampanjca. 3008 je namreč tako vsestranski in prilagodljiv, da bi ga z lahkoto zamenjal za švicarski vojaški nož. Francozi pravijo, da 3008 na novo piše pravila igre. Na prvi pogled bi ga z lahkoto zamenjali s trenutno popularnimi SUV-ji. Pravzaprav to ni daleč od resnice. Visoka bočna linija, povečan odmik tal in visoko sedišče vsekakor dajejo vtis, da gre za urbanega športnega terenca. V notranjosti ta občutek ne izgine. V bistvu je zaradi prostora, ki kar objema voznika, občutek takšen, kot bi sedeli v športnem avtomobilu. Predvsem zadaj sedečim pa se zdi, da sedijo v enoprostorcu. Prostora je res veliko. Novejši Peugeoti so sicer znani po lepih in dobro obdelanih notranjostih in tudi tukaj ta sloves velja. Pograjem lahko le tole držalo za sovoznika, ki precej škripa in ne daje prav posebno solidnega občutka. Tudi odlagalnih mest ni veliko, tista, ki so, pa so majhna. Zato pa je v zadku tega bistveno več, od 432 do 1604 litre, in ga lahko s polico prilagajate trenutnim potrebam. V temi pa si pomagate še z vgrajeno lučko. 3008 se od svojih predhodnikov odmika tudi po stilu vožnje. Ta namreč ni več tako mehka in udobna, ampak bolj čvrsta. Tudi zato, da se avtomobil lahko vozi po slabših podlagah. Pri tej različici je serijski še modul na prečni povezavi zadnjega vzmetenja, ki v bistvu deluje kot tretji blažilnik in pomaga pri tem, da se karoserija manj nagiba in da je občutek med vožnjo malo boljši. Ampak športni vozniki vseeno ne boste prišli na svoj račun, saj 3008 ni namenjen hitri vožnji čez ovinke. Zato je prevelik in pretežak, je pa bencinski motor vseeno zelo prijeten za uporabo. Rad se vrti in ima povsem dovolj moči. S pomočjo turbine pridela 110 kW in v povprečju porabi okoli 9 do 10 litrov na 100 km. Ima pa ta avtomobil še eno posebnost. Tale gumb, ki ukazuje sistemu Grip Control. Ta prilagodi delovanje ESP-ja v tej meri, da lažje speljujete na spolzkih podlagah. S tem križancem med razredi se Peugeot zelo očitno želi poseči po malo bolj prestižnem segmentu avtomobilov, kar pa se pozna tudi na ceni, ki za takšnega presega 26 000 evrov. Ni malo, dobite pa zelo veliko.